To najvišje presihajoče jezero v Sloveniji. O, koliko se odpre tukaj. Kakšen razdrapan divji svet. Pa zanimiv. Se vidi stopinje. Prihajava v znameniti žleb. Lepo pozdravljeni, dobro jutro v raju na zemlji. Tokrat po dolgem času spet v naših domačih hribih. Pravljava se z Uskovnice čez Čiperje do Velikega Pola, tem pa naprej z Velikega Pola na čudovita dva vrhova, brezpotna, to sta pa Koštrunovec in pa Mišel vrh. Zdaj tole pot skozi Čiperje sva zbrala zato, da se seveda izogneva Triglavski magistrali, ki gre z Rudnega Pola proti Vodnikovemu domu. V bistvu va šla po tej pot, po Triglavski magistrali, samo 15 minut, tisti delček. Drugače pa tukaj pa tale pot, evo, vidite. Je sicer markirana, ampak zelo osamljena, tukaj na videz človeka. Ta prava pot za raj na zemlji, pot skozi Čiperje. Čiperje je en tak predel med, se pravi, spodaj so dolina Voj, zgoraj pa v bistvu, se pravi, ta Ablanca, Sleme in pa naprej pod Toscem. V bistvu tudi malo skrajšava, da ni treba iti čez Tudorski preval, pa sva na planini Zgornji Tost. Evo, tam gor nad nama je mogočni Debeluh Tost, pa planina. Evo, zdaj pa prihajava na Triglavsko magistralo. Zdaj imamo pa tukaj 15 minut po avtocesti, pa spet malo bolj v samoto. To je danes najin vrh, Mišel vrh. No, Maja, kaj pa je ta od Mišel vrha, tale skala desno? To je pa Koštrunovec, po Bohinjsk. Pa Koštrunovec? Ja. Tako, to je pa tudi najin v bistvu prvi vrh. Zdaj sva pa na Velikemu Polu, evo, prstanu, čas za zajtrk. Evo, pa lepote nad Vodnikovo kočo, seveda, to je pa Werner, pa naprej Cesar, pa Činkelman. Kravce uživajo na najvišjem presihajočem jezeru v Sloveniji. Tukaj, če je precej padavin, se nabere voda, ki je v bistvu okolje okolje, v bistvu je kotanja, okolje okolje so višji predeli. Tako da je to v bistvu najvišje presihajoče jezero v Sloveniji. Zdaj seveda suho polet in pa razgled na Werner, pa najen cilj. Tukaj se vidi zdaj Koštrunovec. Škednovc, pa je Mišel konc. To je tale špička. Ja, pa je neki Mišel glava vmes. Tako. Mišel vrh, Koštrunovec. Mišel vrh, Koštrunovec in pa Prevalski stok. Prevalski stok. Star bohinjski stan, pa vrhovi nad Mišelsko planino. Tamle dol je v bistvu zadnja kotanja na Mišelski planini. Zdaj pa tukaj zapuščava markirano pot, ki gre na Mišelski preval in pa proti Lazu in greva gor na brezpotje. Evo, tukaj nas že opominja tale možic, da je tukaj odcep na Koštrunovec. Evo, tamle se pa vidi Mišel vrh. Zdaj moramo pa tamle gor, pa je mehano desno se držati, da prideva na vrh Koštrunovca. Sva na dobrih 1900 metrih,
Evo, in sva prišla v tole dolino. Tole je v bistvu prelaz med Koštrunovcem pa Mišelvrhom. Desni je Koštrunovec in pa tele divje stene Mišelvrha. Prehajava na sedlo med Koštrunovcem na desno in pa Mišelvrhom na levo. Pa da vidimo, kaj se odpre. Nekaj se že kaže. Koliko se odpre tukaj. Sem že mislil, da so na glavno grebenu. Pa sploh ne. Ja, super je. Kakšen razdrapan divji svet. Čudovit. Kakšna zanimiva kotanja. Noro. Pa zanimiv. Se vidi stopinje. Noter se žvali hodijo hladit. Še čist mal. Najlož do vrha Koštrunovca. Zdaj se bo pa odprlo. Evo. Vernar. Tem od Vernarja desno. Taka zelena špica je Veliki Draški vrh. Seveda prelepi Debeluh Tost. In pa naprej seveda Bohinj. Evo, zdaj že megle ni več. In pa naprej prvi, tisti, ker ni sonca gor, je Krsteniški stok. Potem je Jezerski stok. Tole je v bistvu predvrh Koštrunovca. Tam je levo od predvrha Koštrunovca je Eva. Potem je Prevaljski stok, Debeli vrh. Seveda najen cilj danes Mišelvrh. Maja, kaj pa je ta? Tamle desno, tale. Ja. Šmarjetna glava. No, to je pa Šmarjetna glava. Super brezpotje. To pa še jaz nisem bil. Pa seveda Očak, Mali Triglav, Planika, tem in pa naprej še Rš in pa Rjavina. Z vrha Koštrunovca proti Mišelvrhu. Ejte, kva sem tlele videla. Naravni preduh. Skozi steno. To je pa pravi kraški svet. To ima tale Koštrunovec kar 3 vrhove, bi rekel. Tamle, tam sta 2 gor, pa še tale tukaj. Pogled navzdol na Koštrunovec. Evo, tam je lepo še videti eno sliko zaplato snega. Zdaj pa prihajava v znameniti žleb Mišelvrha. V bistvu najtežji prehod do vrha. Čudovit prehod skozi tale znameniti žleb v Mišelvrhu. Evo, kar nekaj je tudi za nama, prav presenetljiv. Ampak smo se zgovarjali, da so Hrvatje, jamari, pa hribovci hudi. Voda. Super. Evo, zdaj pa naprej. Gor, tukaj strmina že počas malo popusti. Kakšen čudovit greben. Evo, spodaj pa tale žleb. Evo, in pa travnat Koštrunovec. V sredini pa sneg, prav lepo zgleda. Posnetek spomladanskega svišča.
Alpskega kosmatinca in pa vrh Triglava v ozadju. Zdaj pa prihajava na vrh Mišelvrha. Ejte, kako lepo travnat, zadaj pa taki skalnati vrhovi. Panorama z Mišelvrha. Prav, na jugu pred nama je Debeli vrh, Vršaki, potem je Mišelski konec, Kanjavec, evo, v soncu Morbinja, Triglav, potem evo, Planika se lepo vidi, Rž, pa Rjavina, Vernar, Draški vrh in pa Tost. Zdaj sva pa se stopila dol v Mišelsko dolino. Evo, tamle je vrh Mišelvrha. Zdaj pa v Mišelsko dolino, pa spet nazaj proti Skovnici. Evo, tamle se vidi najen cilj, Skovnica v daljavi. Evo, tukaj se je pa zdaj lepo pokazal Škednovc. To pa tudi, če pride na vrsto kmalu. In pa Prevalski stok, oziroma ogradi, Prevalski stok, pa Jezerski stok. Prišla sva v Mišelsko dolino. Glejte, kako tale Mišelska dolina lepo naprej poteka proti, v bistvu proti Hribercem. Mislim, da je tale vrh Hriberc, ta je pa Škednovc. Najen cilj, se pravi desno, tisti tele pri Macesnu, ta majhen hribček je Koštrunovc, se verjeva višji pa Mišelvrh. Z vodnikovega doma je tale Mišelvrh res pravi lepotec, ampak seveda mnogo ljudi ne ve, da je to sploh Mišelvrh, da je sploh dostopen. Zgleda pač precej nedostopen. Za kdor še ne ve, evo, od zdaj naprej boste videli, to je ta lepotec Mišelvrh, ki sva ga danes osvojila. Tura na Mišelvrh gre proti koncu. Zdaj imamo sicer še kakšno uro pa pol hoje do Skovnice, ampak tukaj je pot bolj znana. Koštrunovec je super, razglednik. Seveda Mišelvrh pa tudi. Rok je bil gor v prvo. Evo. Ja, tako, na Koštrunovcu. Ja. Na Mišelvrhu sem bil pa, ne vem, 15 let nazaj. Tako da ja, naročite se na YouTube kanal Raj na zemlji in Pofirbcajte na Instagram. tako. In se vidimo v naslednjih super doživetjih. Čau!